Kakšne ljudi si želite letos na avdicijah? Si predvsem želimo nekoga, ki rad kuha, mami, ki rada kuha za svoje otroke in družino, babi, ki pripravlja domače slastne jedi za svoje vnuke in pa mogoče študente, ki namesto na študentske bone naročujejo, si skuhajo a la carte meni doma. Super. Tako da, ajde, vsi študenti, zdaj ste to slišali, ne? Ja. Liza ni bav, vas čaka odprtih rok. Ja. No, jaz bi si pa vsem želel mogoče tudi v narekovaju kakšnega starejšega. Ker vemo, da starejši doma veliko kuhajo, imajo ogromno znanja, mogoče niso toliko tehnično spretni, ampak to se lahko tudi pri nas naučijo, znajo pa ogromno pokazati, kar se tiče neke domačnosti in okusov. Tako da jaz mislim, da je Masterchef kot pač sam ta kulinarično tekmovanje primeren za vse. No, vi imate poleg sodniške vloge tudi v bistvu mentorsko vlogo, ker je mogoče sploh ni zanemarljiva, ampak je zelo pomembna. Kaj bi rekel, da kot mentor lahko največ daš nekomu na tej poti? Kot mentor mu jaz lahko ponudim tudi en del svoje izkušnje, ker sem šel, rečemo, res da je bila bolj ta pot profesionalna, ampak isto pot sem hodil. Se pravi, mogel sem začeti nekje z nule, pri enih osnovah. In jaz si predvsem želim, da ko vstopijo v Masterchef kuhno, da se ne ukvarjajo že na začetku, a pa razmišljajo, kako bojo delali pence, pa spume, pa te stvari. Naj se učijo osnov. Osnove test, osnovne omake, osnovne kreme, osnovne slaščičarske vrline in tako naprej. Tle si kar malo mogo povzigant glas. Ja, tle sem mogo malo povzigant, ampak ni bav, osnove se je treba naučiti. Kaj pa je največji mit, ki ga imajo ljudje o tem, kako dober moraš biti, da se sploh prijaviš? Meni se zdi, da vsi mislijo, da mi iščemo profesionalne kuharje, ampak temu sploh ni tako. Mi si samo želimo nekoga, ki ima res to ljubezen do kuhanja in pa željo do učenja, ker hitro lahko nekdo, ki si želi več, premaga nekoga, ki ima pa samo neke osnovne tehnike in potem nima želja po rasti. Zdaj, če bi bila sezona Masterchefa enoletna fakulteta, kater predmet bi bilo najtežje opraviti? Jaz mislim, da če bi lahko bil piščanc predmet, je to kar to, ker se mi zdi, da mislijo, koliko je lahko, pač neka osnovna sestavina, vsak teden jo doma pripravljamo, jemo, ampak vsako sezono se zgodi, da nekdo pač dostavi surovega piščanca. Pri piščancu se vedno nekaj zaplete. Ja. Bi se strinjal, ker piščanc, videli smo že vse križe in težave, kar se tiče piščanca, od pohanga, ki bo surovo, od piščančjih prsi, ki so bile premalo pečene in tako naprej. Katera legendarna sladica iz vseh sezon je povedala največ o znanju tekmovalcev? Masterchef češnja. Absolutno. Vsi se jo spomnimo. Vsi se jo spomnimo. Tole bo pa po moje najtežje kuhanje v celotni sezoni. Prav zmešali se mi bo. Ne, že spet, no, pač jaz nisem vedela, kaj naj naredim. Joj. V bistvu tam noter so čisto osnovne tehnike, je pa izredno kompleksna, zahtevna, krhka, izjemno je treba biti natančen, tako da ta je po moje najbolj zaznamovala. Liza, ti si tista, ki se v bistvu s tekmovalci ukvarjaš, njihova psihoterapeutka, varuška, vse možno. Mogoče je na tej mestu je pametno povedati, da tekom cele sezone snemanja, oni imajo tam človeka, na katerega se lahko obrnejo, če imajo težave, kakršnekoli tisti tam za njih, ne? V bistvu tekmovalci skozi celotno obdobje snemanja niso sami, tam je za njih tudi celotna ekipa, poleg mene je tudi food ekipa, ki za njih skrbi, da dobivajo sestavine, s katerimi se lahko učijo, jih naučijo nekih tehnik in pa pač tudi sam support, ker moram priznati, da pač tekmovanje ni najlažje. Kaj bi vidva rekla, da tekmovalce bolj spremeni? Kuharsko znanje, a pritisk, ki ga prinaša tekmovanje Masterchef? Oboje bi jaz rekel. Predvsem, jaz mislim, da ima pritisk zelo velik pomen in tisti, ki ga pač čim bolj obvlada, tudi čim dlje pride. Se bi kar strinjala s Karimom, ampak bi pa mogoče rekla, da je znanje tisto, ki jih mičkan več spremeni, ker vsem, ki dobijo več znanja, ratejo bolj sigurni vase in tudi se mi zdi, da boljši kuhajo. Kaj bi vidva rekla nekomu, ki zdaj mogoče to gleda ali pa doma razmišlja, bi prijavil sebe, bi prijavil, ne vem, bratranca, ki ful dobro kuha? Da se prijavijo, da sprobajo to. Mislim, da vsi mislijo, da je to nek bav, na koncu pa pač vidijo, da je ekipa ful v redu, da so sodniki ful v redu, izzivi so pač naštimani za njih, da se nekaj novega naučijo. Tudi skozi celotno tekmovanje imamo tečaje, tako da se lahko veliko novega naučijo. Kamere pa je tudi hitro pozabiš?
Ja, mislim, da po enih prvih 2 snemanjih pač sploh ne opazijo več, da so pred kamero. Tako da ta strah pred kamero nekako izgine.